Sanacija zemljine pri celjskem igrišču Ringa Raja prestavljena na prihodnji teden. Za sanacijo večstanovanjskega objekta v Migojnicah zbrali že 7.000 evrov pomoči. Včerajšnje iztirjenje vlaka pri Zidanem mostu povzročilo za več kot 1 milijon evrov škode. Evropske prvakinje pretrd oreh za slovensko žensko futsal reprezentanco. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. Včeraj bi se morala začeti sanacija igrišča pri vrtčevski enoti Ringa Raja, vrtca Zarja na Nušičevi ulici v Celju. Zaradi slabega vremena so se odgovorni odločili, da začetek del prestavijo na prihodnjo sredo. Dela sicer že potekajo na igrišču enote Mavrica, vrtca Anice Černejeve. Kot je bilo predvideno v terminskem načrtu, naj bi izbrani izvajalec, podjetje Inka Ink, včeraj začel s pripravljalnimi deli ob vrtčevski enoti Ringa Raja. V ponedeljek 11. novembra pa je bil predviden začetek izkopa in odvoza zemljine. A se bodo zaradi slabega vremena dela zdaj zamaknila za teden dni. Tako sta se namreč tik pred predvidenim začetkom del sporazumela investitor, Ministrstvo za okolje in prostor ter izbrani izvajalec. Neonesnaženo zemljino bo podjetje Inka Ink pripeljalo iz Naklega na Gorenjskem. Sanacijo bodo strokovno nadzirali predstavniki Biotehniške fakultete iz Ljubljane in AZ Inženiringa. Organizirani pa bodo tudi redni koordinacijski sestanki, na katere bo poleg predstavnikov izvajalca del, ministrstva, Biotehniške fakultete, Nacionalnega urada za javno zdravje, AZ Inženiringa in občine vabljena tudi predstavnica staršev vrtca Zarja. Otroci bodo v času izkopa zemljine v drugih enotah. Podjetje Inka Ink je v Ljubljani že saniralo 2 vrtca, v Celju pa minuli mesec začelo sanacijo igrišča enote Mavrica, vrtca Anice Černejeve. Zato bodo, kot pravijo, tudi pri sanaciji igrišča vrtca Ringa Raja poleg znanja uporabili doslej pridobljene izkušnje pri takšnih sanacijah. Izvajalec del bo dosledno upošteval vse varnostne ukrepe, ki bodo preprečili morebitno prašenje. Gradbena dela pa bodo kljub temu zaradi povečanega hrupa nekoliko moteča za okoliške prebivalce, zato jih prosimo za razumevanje in za strpnost. Odločili pa so se tudi, da bodo onesnaženo zemljo izkopavali in odvažali samo takrat, ko otrok v vrtcu ne bo. Ognjeni zublji so v Migojnicah v mesecu oktobru povsem uničili mansardni del večstanovanjskega objekta. Takoj po požaru so ustanovili odbor za pomoč Migojničanom, ki je začel z akcijo zbiranja denarja za obnovo pogorelega mansardnega dela stavbe. Doslej so uspeli zbrati že okrog 7.000 evrov. Akcija pomoči je hitro stekla in tako so v začetnih fazah že vsi postopki in dela, ki bodo stanovalcem čim prej zagotovili vrnitev domov. Do sedaj se je nabralo 8.900 evrov, to so donacije posameznikov, tudi podjetij. Zelo lepe zneske so nakazovala podjetja, za kar se jim vsem skupaj v imenu pogorelih stanovalcev lepo zahvaljujem. Zdaj je situacija takšna, da so stanovalci prejeli predračun in ga posredovali zavarovalnici. Zavarovalnica zdaj te zadeve pregleduje in se seveda odloča o nakazilu zavarovalnine. Še vedno pa poteka akcija zbiranja pomoči. Še vedno prosimo vse posameznike, še vedno tudi podjetja, da naj darujejo po svojih zmožnostih, naj nakažejo sredstva za pomoč pri obnovi pogorelih Migojničanov. Lahko pa morda pozovem tudi vse podjetnike, ki se ukvarjajo z gradbeništvom, da če lahko naj darujejo tudi material. Lesene dele, skratka za ostrešje, potem tudi kakšen gradbeni material, zidake, okna, kaj podobnega. Če bi želeli, jih seveda lepo prosimo in naj nas pokličejo na območno združenje Rdečega križa Žalec. In kje so trenutno stanovalci? Vsi stanovalci so pri sorodnikih, en par pa je v stanovanju, ki jima ga je zagotovila občina Žalec. Stanovalcem, ki so utrpeli škodo, pa lahko pomagate tudi prek podatkov izpisanih na zaslonu. Škoda, ki jo je povzročilo iztirjanje vlaka v bližini železniške postaje Breg pri Zidanem mostu, bo po prvih ocenah presegla 1 milijon evrov.
Vzrok nesreče tovornega vlaka, ki je vozil od Dobove proti Kopru, naložen pa je bil z 19 kontejnerji, še vedno ni znan. V okviru preiskave so posebni preiskovalci tovrstnih nesreč ter kriminalisti pregledali infrastrukturo na mestu nesreče ter tovor v kontejnerjih zasebnega podjetja. V Slovenskih železnicah poudarjajo, da ne vedo, kaj se prevaža v kontejnerjih. Prevozniki jih morajo obvestiti, če gre za nevaren in preobsežen tovor, ki potrebuje posebne ukrepe povezane s prevozom. V nesreči sta bili poškodovani 2 kretnici in več kot 6 kilometrov proge. Včerajšnja nesreča je že tretja, ki se je zgodila v zadnjih 3 mesecih. Odgovorni v Slovenskih železnicah še dodajajo, da so vzroki nesreč lahko povsem različni. Nanje lahko vplivajo obseg in število prevozov, število vlakov, vrsta tovora, gradbena dela, ki jo opravljajo na tirih in drugo. Slovenska ženska futsal reprezentanca je v preteklih dneh odigrala 2 pripravljalni tekmi z izbrano vrsto Španije. Evropske prvakinje Španke so najprej v Kidričevem slavile z 11-0, sinoči pa so bile v Celju boljše z 7-0. Slovenska ženska futsal reprezentanca ima za sabo zelo naporni srečanji. Srečanji, ki sta pokazali, kje se izbrana vrsta nahaja in kaj bo potrebno v prihodnosti še narediti. Če pogledamo rezultat, definitivno boljše, ampak ni samo rezultat ki je za mene danes boljši, ampak predvsem tudi sam pristop in pa agresivnost deklet v igri. Danes smo imeli kar dolgo analizo včerajšnje tekme in punce so se analize, bom rekel, kar precej odnesle in šle bolj tisto odločno v tekmo in se tudi bolj držali tega dogovora, ki smo se ga držali v fazi branjena. Res je, ogromno napak smo naredili še vedno v igri, še vedno so Španke nas pritisnili na svojo polovico, ampak smo bili više postavljeni in posledično so Španke imele manj priložnosti. Ampak ja, proti take reprezentanci si ves čas pod pritiskom in to je dejstvo, ampak strokovni štabu smo zadovoljni z tem, da se je nekaj premaknilo torej iz ene v drugo tekmo. Čeprav so Slovenke na 2 tekmah prejele 18 golov, pa se je predvsem na drugi tekmi že videl napredek. Vsaka minuta proti Špankam je bila velika izkušnja za prihodnje tekme. Mislim, da smo od včerajšnje tekme naredili en velik korak naprej. Mogoče to se po rezultatu ne vidi, ampak bilo je res eno garanje na igrišču. Moram čestitati vsem soigralkam za borbo, za vse, kar smo dale. Pustile smo strah v garderobi, prinesle smo srce na igrišče in iztržile za nas nek soliden rezultat proti evropskim prvakinjam. Na obeh tekmah so bile Španke prepričljivo boljše, Slovenke pa kljub temu vztrajne. No in te izkušnje bodo bogate za samo prihodnost. To je neka življenjska izkušnja, ki si jo je treba zapolniti in za nas, verjetno tudi za naš strokovni štab. Težko je, ampak mislim, da najbolj pa neka izkušnja, s katero se veliko naučimo. Letos izbrano vrsto Slovenije čakata še 2 pripravljalni srečanji. In to na Poljskem, kjer bo zagotovo nekoliko lažje. Sploh po tej tekmi danes sem dosti bolj optimistična in že komaj čakam december, da gremo na Poljsko. Zagotovo prinašamo bogate izkušnje z 2 težkih tekem. Tekma proti Poljski bo z tega vidika zagotovo lažje, ampak to ne pomeni, da smo mi neki favoriti proti Poljakinjam. Koliko poznamo poljsko reprezentanco, sodijo tudi, bom rekel, v tisti drugi rang v Evropi in zagotovo nas čakata spet 2 težki tekmi, ampak vsekakor nam bo tam lažje, vemo, da tako težke tekme zagotovo ne moramo pričakovati in prepričan sem, da bo tudi izkušnja iz teh 2 tekem, predvsem v fazi branjenja in pa tudi jaz verjamem, da tudi v fazi napada nam bodo pomagale, da naredimo tudi na Poljskem en solidni rezultat. Jutri zjutraj bo oblačnost na zahodu naraščala, začelo bo rahlo deževati. Drugje bo še deloma jasno in po nekaterih nižinah megleno. Čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Padavine se bodo proti večeru počasi širile v notranjost, ob morju bodo nastale tudi nevihte. Ob obali bo pihal okrepljen jugo, drugje pa šibak veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 10 do 15, v Alpskih dolinah okoli 5 stopinj Celzija. V noči na soboto bo dež zajel vso državo in v soboto dopoldne postopno ponehal. Razjasnilo se bo. V nedeljo se bo na zahodu delno razjasnilo, drugod bo pretežno oblačno in večinoma suho.
Z vremensko napovedjo pa zaključujemo današnje dogodke dneva na televiziji Celje. Želim vam lep preostanek nocojšnjega večera ter uspešen zaključek delovnega tedna. Hvala lepa še enkrat za pozornost, do prihodnjič pa lep pozdrav in srečno!